Še enkrat vsem dobrodošli, dragi prijatelji, tukaj, ki ste se vsi zbrali na ta nocojšnji 150. jubilejni Zoom oziroma naše društveno srečanje. In kar bi rad posebej poudaril nocoj, je pa seveda tole, da gremo tole skozi, in sicer: dragi člani Društva Belis, danes je izjemen dan, saj praznujemo 150. redno tedensko srečanje, neprecenljiv mejnik v zgodovini našega društva. Ob tej priložnosti želimo iz srca pozdraviti vse, ki ste se nam danes pridružili, bodisi osebno ali preko videokonference. Vsako od teh srečanj predstavlja izrazito predanost in trdo delo naše skupnosti, saj smo ustvarili močan duh in neizmerno povezanost, ki nas združuje že vrsto let. Vsak trenutek preživeti skupaj je bil priložnost za rast, izmenjavo idej in krepitev naših vezi. Iskreno se zahvaljujemo vsakemu izmed vas za vašo prisotnost. Vaša podpora, tako fizično kot virtualno, je neprecenljiva. Skupaj bomo še naprej gradili našo pot, ustvarjali nove spomine in oblikovali svetlejšo prihodnost za Društvo Belis. Danes naj bo naše srečanje prežeto z radostjo, navdihujočimi besedami in toplino. Spominjamo se prehojene poti z optimizmom v srcu, saj nas čaka še veliko lepih trenutkov. Čestitke vsem nam ob jubilejnem 150. rednem tedenskem srečanju. Z vsem srcem danes dobrodošli v upravni odbor Društva za srečno življenje Belis. Torej, še enkrat dobrodošli in gremo naprej. Dobili ste danes vabilo, ki je obsegalo namesto 50 strani eno samo stran. Marsikdo ni mogel klikniti, ker je bila slika, in ko je kliknil na sliko, se je odprl PDF. Ko se je odprl pa PDF, je lahko pa prišel do linka na Zoom videokonferenco za to povezavo, ki jo vidite na tem vabilu pred vami. Vsebina nocojšnjega srečanja jo bomo nekako pogledali skozi, vendar pa najprej pregled in potrditev našega zapisnika z dne 3. februarja 2024. Link do zapisnika tudi dela enako kot link do Zooma, torej današnji pregled upam, da ste prebrali, in tako kot vas vse tukaj v pisarni lepo pozdravljam, dober večer vam želim. Dober večer prav tudi vsem vam na Zoomu in vas vprašam, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik z dne 3. februarja 2024 iz našega zadnjega srečanja. Tukaj? Noben? V redu? Na Zoomu? Torej, hvala lepa. Predvidevam in kakor je razvidno, zapisnik z dne 3. februarja 2024 je sprejet brez pripombe. Tako da jaz bi se iz vsega srca rad zahvalil Teji. Teja, prosim, če prideš pred mikrofon, da te vidimo, da se ti vsi iz vsega srca zahvalimo za tvoje neumorno in neutrudno delo. Tako da, evo. Najlepša hvala vsem. Ja. Lepo pozdravljeni. Tudi tebi srčna hvala in upam, da bomo še naprej. A ne? Ja. Orali pot, Tako, ja. hvala lepa, hvala iz vsega srca. Ja. Torej, res še enkrat hvala naši Teji, zapisnikarici. In gremo naprej z našim programom. Takoj po predstavitvi vsebine srečanja bom jaz skušal predstaviti dolgotrajno covidno elokventnost. In sicer najprej bomo odgovorili na vprašanje, kako prepoznati neuspešnega in kako uspešnega psihopata. Več o tem čez nekaj trenutkov.
Po tem predavanju oziroma po tej predstavitvi vam bom pa predstavil en video prispevek, ki sem ga prevedel prav za to priložnost, 8 ključev uspešnega govornika. Zakaj? Zaradi tega, ko boste gledali psihopate, kako govorijo na recimo konferencah, ko govorijo pred televizijo, ko pripravljajo za nas TV, ne vem, politična srečanja, novice in vse tako naprej, boste po tej predstavitvi z lahkoto opazili, kaj in kako delajo narobe in zakaj delajo tako narobe. Odgovor boste našli v zadnjem 8. ključu tega uspešnega govornika. Kako je uspešen in kako vpliva na nacijo, bomo videli seveda po tej predstavitvi. Po tej predstavitvi bo kratka pavzica in sicer po pauzi bo pa vsebina večna moralna sporočila. Dragocena biblična moralna sporočila, ki so pomembna za vse ljudi, ne glede na njihovo versko prepričanje ali kulturno ozadje. Seveda nam bo o tem več povedala ob 19:10 minut predsednica Društva za srečno življenje Eveljana Belis. Po njeni predstavitvi moralnih sporočil pa vas seveda srčno vabim, da ostanete tudi po njene predstavitvi z nami ta večer, kajti film, ki ga bomo pogledali nocoj, je film brez primere in razkriva zločin brez krivde. Tukaj bo film razkril primer Kolini, in sicer kako so v Nemčiji leta 1968 sprejeli Dreharjev zakon, ki je zaščitil v bistvu genocid in vse tiste, ki so po navodilih ubijali ljudi. Torej film o nenavadnem dogodku, ki razkrije velik sodni škandal, katerega korenine segajo v čas II. Svetovne vojne in je posnet po istoimenskem romanu slovitega odvetnika Ferdinanda von Schiraka. Film odraža sliko današnjega časa, ko si vlade s pomočjo zakonov perejo COVID genocid. Vsekakor vredno ogleda z močno vsebino in seveda z dejanskim stanjem, tako kot je bilo. Tudi če boste pogooglali Dreharjev zakon, boste našli pravzaprav vse o tem zakonu zapisano. Ampak film to zelo nazorno pove. Tako, torej, malo te bom zmotil, če dovoliš. Ja, izvoli. Oprostite tej intervenciji, draga Eveljana. Danes je 35 let, ko sem prvič zagledal tebe in tvoje oči. Danes, na današnji dan, je 34 let, odkar sva poročena, na današnji dan. Zato te prosim, izkoriščam to priložnost, oprostite, prosim. Ali me vzameš naslednjih 35 let, to leto vštejem zraven, za moža, ko te bo spet naslednjih 35, prosim. Da. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala. Imam ponovno prste na roki. Srčno hvala. Hvala lepa.